V hiši na Jezerskem živita pod isto streho dva rodova v ločenih enotah. Znana zgodba, stari pomisleki, ampak v tem primeru tudi obilo spodbude glede sodelovanja in dobrega sobivanja dveh generacij. In po nekaj sekundah vam bo jasno, zakaj bi bilo mladim v tem primeru res škoda zapustiti lokacijo. Pri takem razgledu res ni čudno, da se ta mladi odločijo ostati v hiši staršev. Ampak tukaj imamo še čudovit primer, kako s prizidkom dvigniti vrednost hiše. Nina in Gašper, vidva sta se, tako kot še mnogi številni mladi, odločila, da ostaneta pri starših. Kakšno je bilo začetno stanje? Ja, ta hiša, ki smo se lotili, je v bistvu enodružinska hiša iz konca 80-ih, začetka 90-ih let, ki je bila narejena namenoma samo za eno familijo. Drugače je bila pa kvadratura obstoječega nadstropja okrog 60 kvadratov. Še največji prostor je bila kopalnica, tako da smo se najprej poigrali za idejo, da bi znotraj obstoječe kvadrature si naredila neko spodobno stanovanje, ampak čim bi največje dva prostora združilo eno bivalno površino, so ostale same majhne sobe. Tako da smo pa začeli razmišljati o tem, kam bi se lahko širili, pa na kakšen način. Tlele zadaj bila prepreka, breg 3 metre stran na stran od balkona. No, to je pa padla ideja, da gremo v prizidek, da bi tukaj zadaj nekako se začeli širiti proti bregu. Breg je bil strm, izkazalo se je še to, da je bilo še nasutje tega brega, da nismo sploh do originalnega materiala prišli oziroma podlage. Upali smo, da bomo kakšno skalo veliko dobili, da bi lahko kaj upirali oziroma naredili. Tako da se je potem začel glede na situacijo stvar odvijati. Ampak kolikor je drzna ideja prizidka, ni bila tako zelo daleč, ker tudi arhitekt ni bil tako zelo daleč, a ne, Nina? Ja, res je, ja. V bistvu sploh ni edini arhitekt, moj oče v družini, zraven je tudi še sestra pa svak, tako da je bilo idej veliko, ampak je bilo nepredstavljivo si sploh zamišljati, da bi tukaj lahko kaj uporabnega prostora pridobili iz tega neuporabnega strmega plazovitega brega. Gospod Hafner, če jaz slišim besedo prizidek, na prvo žogo nisem najbolj navdušen. V resnici me kar malo zmrazi, če pomislimo na kopico prizidkov, ki so tako malo ponesrečeni glede na osnovno arhitekturo stavb. Ampak tukaj imamo pa občutek, da je prizidek kar nekako nadgradil celotno hišo. Kako doseči to, da prizidek ni rakava tvorba, ampak neka olepšava? Ja, dejstvo je, da je prizidkarstvo slovenski fenomen in da se ga pravzaprav večino ljudi skuša ubraniti. Res je pa tudi, da je skozi zgodovino rast arhitekture nekaj normalnega. Zdaj gledamo stare kmečke hiše, stare domačije ali pa gradove. Prav nobeden ni nastal v enem livu, ampak so vsi plod nekega razvoja. Seveda je bil pa ta razvoj tak, da so lastniki, graditelji harmonično dodajali nove in nove faze in največkrat so to kulturni spomeniki, ki nam danes veliko pomenijo. Tako da tudi iz objektov, ki so nastali mogoče 20-30 let nazaj, ni vedno tako, da mora nastati neka rakava tvorba, ampak je seveda možno s pravim pristopom, z posluhom za obstoječe, dodajati na tak način, da dobimo neke harmonične celote. In jaz mislim, da smo tle na tej lokaciji pravzaprav to na nek način dosegli. V bistvu smo samo podaljšali obstoječi objekt v breg, tako da izgleda tako, kot da bi pravzaprav rastel iz hriba zalednega. Gabaritno in tlorisno smo ga pač povečali, zunanja podoba je pa zdaj celovita, ker smo hkrati z izdelavo tega prizidka pravzaprav energetsko sanirali in oblikovno posanirali tudi obstoječi objekt. Mansarda je postala del nove stanovanjske enote in sicer na tak način, da smo ohranili spalnico in eno od otroških sob praktično nespremenjeno, prav tako kopalnico. Celoten dodani del pa je nastal enoten bivalni prostor. Se pravi, v prizidku je oblikovana jedilnica in dnevni prostor, povezuje ju pa stopnišče, ki je zavarovano z stekleno ograjo, tako da pravzaprav ohranjamo transparentnost tega enovitega prostora. Iz ene od otroških sob smo oblikovali kuhinjo in jo pripojili k temu osnovnemu bivalnemu prostoru. Na poziciji nekdanjega notranjega stopnišča znotraj hiše smo pa uredili manjšo otroško sobo, ker smo pač to stopnišče ukinili. Pritlični del tega našega prizidka je bistveno manjši od zgornjega, kar je pač posledica tega neugodnega terena. Tako da v pritličju imamo
vhodni del z garderobo, manjše stranišče in pa stopnišče v mansardo. Celotni prizidek, razen betonskih zidov, ki so prislonjeni na strmo brežino, je lesena skeletna gradnja. Stropniki, ki lebdijo nad terenom, so iz macesnovega lesa, ostala konstrukcija je pretežno iz smrekovine. Gospod Dolenc, ste strokovnjak z področja energetske učinkovitosti in izolacijskih rešitev. Zato me zanima, kaj so pri tej hiši naredili pravilno, da jim je pozimi dovolj toplo in poleti dovolj hladno. Ja, rekel bi takole, vsekakor že v samem štartu, z izbiro, pravilnim načrtovanjem, arhitekturo, zasnovo, kjer je potrebno v prvi vrsti tudi seveda predvideti nek ustrezni prostor za toplotno-izolacijski material. Tukaj so uporabili mineralno stekleno volno Ecows, ki je proizvedena po novih tehnologijah, se pravi veziva na bioosnovi, kar pomeni veliko prednosti za uporabnika, mlado družino, se pravi bistveno boljša kvaliteta zraka, ugodja v samem prostoru. Zelo pomembna pri gradnji teh lesenih objektov je požarna varnost, govorimo o negorljivi toplotni izolacijski zaščiti. Poudaril bi še zvočno izolativnost izolacijskega materiala, ki je prav tako zelo pomembno, in pa seveda samo toplotno učinkovitost. Uporabljeni so materiali z visoko toplotno izolativnostjo na ustrezni debelini 30-35 cm, kar je danes nekako nek energetski standard. Mogoče bi poudaril še zelo pomembno komponento pri vgradnji toplotne izolacije, to je zrakotesna zaščita, se pravi vgradnja tako imenovanih notranjih parnih zapor in pa seveda zunanjih sekundarnih folij, ki omogoča tudi povečano toplotno učinkovitost objekta in hkrati tudi samo boljše delovanje konstrukcije na dolgi rok. S tem pa bo mlada družina tudi kaj prihranila, ne? Z ustrezno debelino, tako na fasadnih stenah oziroma zunanjih stenah, kot na samem ostrešju mansardi, bodo prihranki vsekakor enormni in praktično stroški za ogrevanje minimalni. Še posebno, če izpostavimo, da gre za lego lokacijo objekta jezersko, kjer vemo, da so lahko kar nizke temperature v zimskem obdobju. Tole mi še povejte, ko sem jaz kot otrok moral polagati stekleno volno, je to strašno pikalo. Kako je zdaj s tem? Verjamem, tudi jaz sem imel tako izkušnjo, vendar pa lahko povem, da z novimi tehnologijami, govorimo v tej Ecows tehnologiji, se pravi veziva, ki so zamenjena z biovezivi, govorimo o bistveno bolj prijetnem rokovanju za samoizolacijske materiale. Se pravi, velika dodana vrednost ne samo za naročnika, investitorje, zaradi samega bivalnega ugodja v prostorih, ampak tudi za izvajalce, samograditelje, ker je samo rokovanje izvedbeno bistveno enostavnejše in lažje. Jedilna miza iz masivnih hrastovih plohov ima kovinsko podnožje in centralni izrez. Lestenec nad mizo je prav tako iz hrastovine in granita, kar jo povezuje z eno od sten v prostoru. Sami so oblikovali tudi elemente interjerja in svetlobo. Steklena stopniščna ograja s hrastovim držalom ohranja transparentnost in povezanost prostora. V ročaju vgrajena svetila pa ustvarjajo svetlobni učinek za posebne priložnosti. Okolica se staplja z naravnim ambientom Jezerskega. Sredi vrta je ohranjena velika skala, ki je odličen poligon za najmlajše družinske plezalce. Vhod je vklesan v naravno skalo in obraščen z bršljanom, stopnice pa so iz lomljenega, neobdelanega kamna. In kaj bi za spodbudo mladim ali pa komorkoli, ki se loteva česa podobnega, povedala? Ne lotevajte se takih projektov. Veliko več dela je, kot si ga na začetku predstavljate. Kot mislite? Ne, rezultat je super in to je res nekaj, kar pol veliko bolj ceniš, ker je bilo ogromno lastnega dela vloženega noter. Ure in ure sta ona dva preživela tukaj na gradbišču. Je čisto drugačen občutek, če živiš v nečem, kar si ustvaril v bistvu z lastnimi rokami. Pa še tast in zet imata svojo izkušnjo, ki je ne bosta nikoli pozabila. Upam, da v dobrem smislu, ne? Vsekakor ne. Vsekakor nas je ta projekt nas je povezal še dodatno, tako da jaz mislim, da je to dobra izkušnja tudi za druge družine.